Poveljnik, izvolite. Moje povelje je izvršno. Enote, mirno! Zastavi, pozdrav! Odmor. Spoštovani gosti, spoštovani dijaki, spoštovani sodelavci, lepo pozdravljeni na dnevu odprtih vrat vojašnice Franca Uršiča v Novem mestu. Če se spomnimo malo nazaj, sem omenil Franca Uršiča. Kdo je bil to? To je bil vojak jurišnjega odreda 21. območnega štaba teritorialne obrambe Novo mesto, ki je bil v prvi enoti, ki je bila na blokadi enot JLA na Medvediku leta 1991, 28.6. In ta dan na spopadu je bil tudi smrtno ranjen. V spomin na njegovo ime nosi ta vojašnica od leta 2012 njegovo ime. On in tisti, ki smo bili takrat v teritorialni obrambi in pa milici slovenski, smo dali svoj doprinos, da je bila danes, oziroma da je danes Slovenija samostojna demokratična država. Brez zgodovinskega spomina ni naroda, ni nacije. Zato bomo danes med ostalimi, pogledaj si tudi spominsko zbirko o teritorialni obrambi in slovenski vojski na Dolenjskem in pa kak je bilo včasih služenje vojaškega roka v slovenski vojski oziroma teritorialni obrambi. Znači, služenje vojaškega roka se je začelo v slovenski teritorialni obrambi maja 1991. Danes boste imeli priložnost spoznati, kaj vojaki delamo, s čim se ukvarjamo, kakšno opremo imamo. Tu se bojo predstavljene enote iz vojašnice Franca Uršiča in enote iz 70. pehotnega polka, Rodovskega bataljona, 72. brigade iz Murske Sobote in Celja. Enote, mirno, prosto. Današnji program je zelo pester. Zagotavljam vam, da bo to dopoldne minilo hitro, če ne celo prehitro. Kakor je že povedal poveljnik, imamo mnogo organizacij danes tukaj na predstavitvi. Predvsem pa bi predstavil rad še na kratko dinamične predstavitve, ki boste deležni. Najprej bomo deležni dinamične predstavitve druge čete 10. pehotnega polka, se pravi, prikazali bodo obojevanje. Potem bomo imeli orientacijski tek, kviz in štafetni tek. Prikazali bomo tudi, kako se bojuje judo, in sicer bomo imeli dve predstavnici športne enote. Sledilo bo vožnja s čolnom, vožnja z valuhom in še mnogo drugega.
Sedaj pa vas prosim, če se vsi skupaj premaknemo tjale na začetek prireditvenega prostora, kjer se nam bo predstavila druga četa 10. pehotnega polka 1. brigade, ki domuje tukaj v vojašnici. Oddelek je začel s svojim taktičnim premikom, ko poslednjem nadaljevanju bo oddelek padel v stik in potem izvede bojne postopke oddelka. Ej, kvaj tam, ej, pej sem na vrata. Ej, pej sem, pej ti sem. Tam na vrata pokrivi, lej. Zabavar je sem. Pej sem, ej. Okej, ej, dva mrtva, mili mi pej tja na bombo. Ja, okej. Vrata mi tam pokrivi. Mi bomo tega pogledali najprej. Ok, da pokrivi pa ga me se gledajo. Ej! Na una vrata se postav. Kaj že on? Pregled za bombo! Pregled za bombo! Prej, čisto! Dva okvirja! Dobro, taj je u redu. Ajde, da šurno. Pregled za bombo!
greš brez veze, ko ne pop. Ja, pa zapiske. Ej, bo še noter pogledati. Pejď sem. Tisto! Tisto! Ajde. Pazi. Ajde, vidiš. Tisto! Tisto! Idem ven. Čuvata malo, ona je majhna. Tisto! Tisto! Trkin je rekel. Dober. Danes imamo vojašnice Franca Uršiča, dan odprtih vrat vojašnice, na katerem prikazujemo življenje in delo vojakov v naši vojašnici in pa tudi drugih enot, kot so naprimer enote RKBO iz Celja in pa enota za prečiščevanje vode iz Slovenske Bistrice. Predstavljamo pa tudi delo policije in pa uprave za zaščito in reševanje z radiomaterji, jamarji, predstavljajo se taborniki, predstavljajo se pa tudi veteranska združenja, domoljubna združenja z novomeškega območja, predvsem Zveza častnikov in pa Zveza častnikov Bele krajine. Danes gostimo dijake centra srednjih šol, skupaj preko 500 dijakov, ki bojo videli, kaj in kako vojaki delajo, kako da poteka dan. Ogledali si bojo naš muzej, vozili se bojo z oklepnim vozilom Valok, vozili se bojo s čolnom po reki Krki. Skozi kviz pa bojo tudi spoznali vojaško zgodovino zadnjih 100 let, malo obnovili osnovnošolsko in pa srednjošolsko znanje. Pozor, 3! Pozor, 3! 4 zdaj! Evo, bravo! Počasi, varno, evo. Ja, varno je na prvem mestu. Samo ne pojme za ročko. Bravo, super. Hej, kolej, hej! Gol za njim! Go! 4, zdaj! Jo. So zelo izenačeni. Wow. Jo. Te novinki so zanimivi. Če imate telefone, lahko malo snemate, ker zna se kaj zanimivega zgoditi. Ej. Bravo! Evo Peter, mali zboguje. Ajde, počas, gremo. Kako se je imenovala organizacija, ki je v letu 1941 usmerjala povezovanje Slovencev v boju proti okupatorjem v drugi svetovni vojni? Organizacija, se pravi neka organizacija, ki je za slovenski prostor bila zelo pomembna. Osvobodilna fronta, pravilno odgovor, en aplauz za naše strojnike. Čeprav izenačenje, tako da zdaj bomo za vas navijali, prav? Dajmo elektro, dajmo strojna, dajmo elektro. Ajde, zdaj samo vsi elektrodijaki. Si že kaj truje? No, vidite. Splača se, da tisti, ki se boste umazali hlače, boste prvi, boste mogoče kakšne hlače nove dobili. Ok. Smo pripravljeni? Ker ima toliko komplikacij, ne najdeš toparce, je naše. Ok. Pol minute bomo dvigovali. 3, 4, zdaj.
Ne z roko pomagaj. Še 5 sekund. 17, 18, še 2 sekundi, stop! 29. 37, nehajte se. Ja, je res, no. Ne je bilo, no. Prav, strojna šola dobi eno točko. Strojna dobi eno točko. Okej. Tri, štiri, zdaj! Kar počas, to bodo nasprotniki boljši. Dobra taktika. Ajde Nekto, dajmo. Neč gledati nasprotnikov, glej proti cilju, kaj edino to je prava pot. Kako ga pritisni, dobro, bravo, taktika, evo. In ostanejo odličnice velikih delavnic, ki se pomagajo pravi vojaški spolji. Seveda pa tudi že povedal, bodo na svoj račun. Predstavljam se tudi strelsko društvo. Taborniki imajo veliko skupnega z vojsko, saj so tukaj za preživetje v naravi. Ko si verjetnosti z obeh narave, več šteje le izkušnja, več šteje le poznavanje. In zato je pomembno, da imamo pri tem preživetvene veščine nad sabo. Zaradi spoštim naših pravnih prijateljev, so tukaj medgeneracijsko društvo in informacijsko društvo, državno skladišče malo mesto in povezuje vse bivše pripadnice in prijatelje pripadnikov, da skupaj ustvarjajo, širijo ljude in širijo razpamo. Ne z bratom, ne s sestrom, ne z mamo, ne z očetom. Lahko edino počnete z nezaželenim tujcem. Žiga, to niso plesne vaje. Čisto bodo. Bravo, Žiga! Žiga se pripravlja na olimpijske igre, ki bodo 2020. Naj so olimpijske igre, kdo ve? Če je roka ali pa noga pod kolenom, da gremo še enkrat, še pa ne, nazaj, čakaj zdaj. Če jaz teče naredim, pa potegnem, se letiš, zapatam, in lač. Ali zdaj zato, da vam jaz to pokažem? Se prav vidim, da nekdo leži, kaj bom naredil? Zbežil stran, ker me lahko tuži, ne? Ja, tudi to je možno, ni možno. Lahko te tuži, ampak ne bo nikoli nič dosegel. Grem pomagati, ne? Prva stvar, ko me zanima, je kaj? Kaj ni? Če je živ. Če di. Kako, že kaj diši? Pa samo čebulo smo noter dali, ne? Še jokate. To, Fonzi. Tako. Daj, ja, ti se tam noti, ne mene. Meni kažeš nože. Ti se go vedno noti. V štartu reži trake take, da... Dva centimetra. Ja, ne se premole. Sme biti tretjine. Jutri še en sončen dan, do popoldne pa se bo s pomočjo jugozahodnega vetra spet začelo
nimate pa nobene gužve tle. A vi nimate nobene gužve. Vso drugod, kaj drag pri vas treh pa da. Že nisi preveliko, ne da so roke vle. Razstavljene imate tudi od inženirske čete, Bager, potem Gregar za izdelavo ceste, oziroma za ureditev cestišča in pa več dovoljenj za prevoz tovora in prevoz strojev. Na koncu te kompozicije inženirskih strojev imate tudi mobilni most, v katerem ni dovolj, da znate voziti Bager, ni dovolj, da znate voziti traktor, ni dovolj, da znate voziti, oziroma imate dovoljenje za tovornjak. Uspešno je treniranje, posebej ostaje potrebno na to vozilo in zato je potrebno več časa, da se pripravite. Kajti posebnost je, da ga vozite zelo malo vidite, se pravi, da morate imeti zelo poznati do popratnosti, tote, leve, desne, sprede in zadaj. Predvsem pa, da ne zadanete oziroma da ne povozite hvala. Druga runda, moj. Toni, pazi, Toni! To vas gre noter, drugi grite pa pol, prav? Ajde. Lepo si ga zajel. Čakaj, da začela. Vam je pa res ne daje. Ne. Baj tja, da črnega. Štiri je tam, pa ne delam. Ajde, pomahaj, daj si.
date kar na ramo. Sedem naprej. Dajte prvo čelade gor, šele potem hod. Čelade desno sajko, lepo, na desno, zapnite trake. Za idejo, da bi ob napadu na Jugoslavijo delovala po partizanskem sistemu, se pravi, da bi bile to lahke pehotne, bom rekel, armade, enote, ki bi delovale na lokalnem območju. Zato je bilo tudi, so bile te enote pravzaprav rezervne enote in so v teritorijalno obrambo prihajali predvsem starejši letniki oziroma moški, ki so že odslužili vojaški rok v jugoslovanski ljudski armadi, se zapustili, se pravi, usposabljati v teh vojaškem izobraževanju. Teritorijalna obramba je skupaj z milico leta 1991 tvorila glavnino obrambe ob tem osamosvajanju leta 1991. Zdaj, mogoče najbolj zanimiva vitrina je kar razporedite, se malo pridite naprej. V tej sobi se predstavlja pehotna oborožitev teritorijalne obrambe. Se pravi, oborožitev, ki je bila v uporabi od leta 1968 naprej in bila tudi uporabljena leta 1991 v vojni za Slovenijo. Gre za različno pehotno orožje, od pištol do brzostrelk, do avtomatskih oziroma tudi repetentnih pušk. Zdaj, koliko se spoznate na orožje? A so Medal of Honor še popularne igrice? Kaj pa je to? Kaj pa je to? Fortnite. Včasih so mi prihajali, bom rekel, ulici, če lahko to uporabim, veseli, ko so zaradi tega, ko so znali, ko so veliki igrali. Kako 30, kako 50, ali zakaj ne 20? Taj daljši pomeni, da je v tem naboju več fanatika, kar pomeni več, kakšna je tudi seveda naboj. Se pravi, glavna razlika, kaj je brzostrelka, pa kaj je puška, je v naboju. Se pravi, obstajajo 9 mm, 45 kaliber je koliko 45 kaliber? 11 mm. Se pravi, kaliber ni pomembno. Pomembna je